Pogosto prihajate na tržnico? Ja, ko nekaj rabim, ne. Sem pa zelo zadovoljna. Tu so take stvari vedno sveže in vedno lahko zbiraš. Kar se mene tiče, bi lahko kar tu ostala. Kaj pa pogrešate, kaj novo tržnico, oziroma bi radi videli, da se preselijo ali vam je ta ambient všeč? Ne, to mi je bolj všeč, ker sem tudi bolj blizu. Čemu so tiste jabolke? 1 evro. To te dvojne. A to te dvojne. Tek mi dajte 1 kilo. Doma se prodaja po 1 kilo. Doma se za vse kupe. To bo za nekaj, pač idejno delamo, da Vi že dolgo prodajate na mariborski tržnici. Koliko let? 40 let. In če bi primerjali tiste čase pa zdaj, kaj se vam zdi, kakšna je zdaj? Zdaj je zelo slaba prodaja. Zelo slabo se proda. Takrat smo včasih imeli kupca, da so se po tržnici, kako bi rekla, eno za oven, ja, se je trlo. Danes pa je skoraj prazni trg. Na mariborski tržnici lahko kupci poleg sadja in zelenjave kupijo tudi med. In vi ste že kar dolgo prodajalec medu. Ja, zdaj je letos 9. leto, kar se nahajam na mariborski tržnici. Imamo 5 vrst medov, cvetni prah, propolis, matični mleček, to pomeni vse, kar naše čebele predelujejo. Po čem ljudje najbolj povprašujejo? Ja, najbolj povprašujejo po cvetličnem in kostanjevem medu. Po zimskem času pa potem gozdnega in pa seveda hojke ali pa smreka, če slučajno je. Zakaj priporočate med? Ja, med priporočam nasplošno za zdravje. Jaz ga osebno uživam vsako jutro veliko žlico kostanjevega medu v čaju, dočim vsi ostali medi pa po zdravstveni plati ima vsak za sebe svojo. To neurje zdaj, ki je nastalo, pomeni to, da zdaj čebele pravzaprav ne bodo mogle nabirati meda toliko, kot ga je bilo najprej predvideno, recimo ajde ni. Ne, veste kaj, zdaj ajdova polja tudi zginavlja. To so gensko spremenjene, to pomeni prave ajde več ni. Dočim po kostanjevi paši pa ugotavljamo, da letos v glavnem je paša zaključena za letos, to pomeni hojke smreke ne bo, to pomeni sezona čebelarja v osnovi je v glavnem zaključena. Drugač pa svet je rdeč. Ne na svetu, za obrazom, ni na svetu. Kako če so že s Pohorja prišli? Ma kako Pohorjevo ni s Pohorja?